pomenijo večino v komisiji. Rekla, s tem se ne bomo več ukvarjali, kljub temu, da smo v dokazni sklep kot priče dali tako direktorja, mislim, da gospoda Frankla, potem Novico Mihajloviča in Jakov Jelikana, ki so o tem pisali. In ko bi morali izvesti zaslišanje, so se člani komisije pač večinsko odločili, da to zaključimo in da pripravimo vmesno poročilo. Priče pa mi vedno vabimo za to, da pač razjasnimo neke stvari in če te priče ščitijo, mi pač ne moramo nekih korakov narediti, ki bi jih lahko naredila. In to, kar je možno, je pač potem kazenska ovadba. Ves čas pa sodelujemo tudi z protikorupcijsko komisijo, tudi Nacionalni preiskovalni urad obveščamo o tem, kar počnemo, ker so tudi oni želeli od nas podatke, ker se očitno zadevo ukvarjajo. Zahtevali smo od davčne uprave Republike Slovenije davčni pregled Jureta Jankovića in to tudi delajo. In so nam odgovorili, da se stvar pač dogaja danes in da nas bodo obvestili, ko bodo končali in kaj bodo ugotovili. Skratka, mi kar lahko ugotovimo je politična odgovornost, kazensko odgovornost pa ugotavlja drugi organi in mi smo dolžni tem organom jih obvestiti o tem in jim tudi posredovati dokumente. Mogoče še samo to, Aleš Seliškar nikoli do danes ni zapisal, dal izjave, da tisto, kar je v financah, ni resnica, da je tisto laž. Tega ni naredil, ker potem bi seveda novinarje, ki je to zapisal, odgovornega urednika in tako dalje, torej jih postavil na laž in seveda potem bi se začeli še kakšni drugi postopki. Če pa ve, da je to izjavo, jaz sem prepričan, da ve, ampak seveda v tem primeru se ni šlo ne za Seliškara, ne za gospo Nevenko, ampak šlo se je za sina župana Zorana Jankovića, za Jureta Jankovića se šlo. Mi ocenjujemo, da je on lagal, zato smo ga naznanili. Sedaj pa pred sodiščem, gledajte, vse se lahko tudi kdo opredeli, jaz sem kriv, pa grem za nekoga drugega. Pa ne, ampak to naj bo tam, kjer to mora biti. Gregor Drnovšek, TV Slovenija. Par vprašanj imam. Pravite, da komisija lahko pač ugotavlja politično odgovornost in naznanja ostalim organom pregona pač kazensko odgovornost. Kakšno politično odgovornost ste torej do zdaj ugotovili in za koga? Drugo, kar je, glede na to, da pač poročilo ni bilo sprejeto, na podlagi, mislim, ste pa kot komisija dali kazensko ovadbo oziroma naznanitev suma storitve kaznivega dejanja. A je to pravilno, mislim, je to poslovniško možno? Trije člani komisije lahko podpišemo sklepe, ker pač večine nimamo, večino ima opozicija, ki očitno ni zainteresirana, da karkoli ugotovimo od njihovega političnega botra, ki jih je podpiral v kampanji. Politično odgovornost župana smo zapisali med naše ugotovitve. Namreč ocenjujemo, da je s tem, ko je zavajal ministrstvo, ko je zavajal svoje svetnike, izkoristil svoj položaj, ki ga ima kot župan, in uspel, da je bil sprejet prostorski plan na Mestne občine Ljubljana, ki je nekajkrat povečal vrednost zemljišč tudi njega in njegove družine. Ampak seveda vsa pričanja so namenjena temu, da to dokažemo. Komisija še ni končala z delom, tako da mi smo prepričani, da bomo te stvari tudi dokazali. Dokazali smo že, da so ustanovili podjetja na Cipru. To smo skozi vsa pričanja ugotovili. Mi imamo v nadaljevanju predvidena tudi zaslišanja ljudi iz Tax Grupa, ampak ker je večina v komisiji ocenila, da se pripravi vmesno poročilo, sem jaz to pač bila dolžna narediti in sem tudi naredila. V nadaljevanju bomo pa seveda raziskovali naprej in vas o tem obveščali. In dodatno še k temu politični odgovornosti v zvezi z donacijami, takole, priče so pred preiskovalno komisijo izpovedali elemente, ki dokazujejo, da nekatere donacije niso izpolnjevale pogojev prostovoljnosti, da je donacijo predlagal župan, Vegrad Hilda Tovšak, drugače kot Zoran Janković, gospod Zoran Janković, ter da je višina donacij predlagal župan in ne donatorje, torej z pozicije moči. To je politična odgovornost. Na to temo je takrat od nas zahteval podatke, pa tudi mi od njega gospod Kos, še kot predsednik protikorupcijske komisije, in je pač izjavil, da je donacija tisto, kar je dano prostovoljno. Mi smo pač posredovali magnetograme, izjave teh, ki so povedali, da to pač ni bilo prostovoljno, oziroma je bil župan tisti, ki je povedal,
da morajo dati in celo koliko naj dajo, ne. Če pa imajo težave s tem, pa ni njegov problem. Se pravi, to ne sodi pod kazensko odgovornost po vaši oceni, ampak zgolj pod politično odgovornost, se te donacije štejejo, razmišljate tudi o ovadbi v zvezi z donacijami? To bomo še videli. V bistvu bi želeli, ker jaz sem pač smatrala, da je že protikorupcijska komisija dala ovadbo, vsaj tako je sledili iz njihovih dopisov nam, ne, ampak ta trenutek ne vemo, kaj smo jih pa prosili, da nam pač povedo, kaj so na tem nivoju že uspeli narediti. Dobro, če ni več vprašanj. Lahko samo vseeno še nekaj. Ja. Mogoče veste iz glave, kakšne so predvidene kazni glede tega, kaj očitate Alešu Seliškarju, Ne vem. za to, kaj se jim Recimo Juretu Jankoviću, ker se je zlagal o razlogu, zakaj je šel v Srbijo, oziroma Mi smo na... rečemo Jure Janković, zakaj bi lahko odgovarjal s tem, ko je šel v Srbijo, pa ni imel pametnega razloga za to. kriva listina, ne? Kaj? Ja, predložil je krivolistino, ne, to je kaznivo dejanje, ne, in tudi njega še za krivo izpovedbo, ne, to je pa pač v zvezi s tistim, da ni bil na sestanku. Ne vem, kakšno Cilj vaše komisije je pa dokazati, da je OPN narejen tako, da bi se Jankovićevi družinski člani s tem koristili. Ja. Da je pač izkoristil položaj, ki ga ima kot župana, ne, ki predloži občinski upravi oziroma občinskemu svetu v sprejem tak dokument. Saj on pravi, da so svetniki potrdili, ne, on ni nič kriv, ne, ampak da je pa zavajal svetnike in zavajal ministrstvo, ko ni imel vseh soglasij oziroma jim je posredoval dokumente, ki niso bili verodostojni, to pač je njegova odgovornost. Ampak ovaden je v tem primeru že gospod Žarnič, a ne, in se bo pač skozi preiskavo ugotovil, kdo je zdaj koga zavajal in kdo pač ni naredil svojega dela. Enostavno vprašanje, če vrnemo rekel kot vprašanje, ne, ker sem tudi sam župan, ne, ali bi vi verjeli, da bi moji sinovi kupili kmetijsko zemljišče in potem moja občinska uprava predlagala, da se to kmetijsko zemljišče spremeni v prostorski plan. Jaz kot župan, res nič ne vem o tem. A verjamete to? Jaz tega ne verjamem. Ne verjamem. In to je korupcija. Pika. Za mene je to korupcija. Jaz upam, da bo kdaj kdo v tej državi končno odgovarjal in da bodo organi končno začeli kaj delati. No, res.